Na štartu Domžale sem se odločila prijaviti zaradi tega, ker sem stopila na samostojno pot podjetništva in me je zanimalo dodatno znanje. Jaz moram reči, da sem v teh 6 modulih, odkar sem se udeležila štarta Domžale, res v vsakem modulu zasledila nekaj dragocenega znanja in izkušenj, ki so mi pripomogli temu, da sem otroško veselje zgradila še boljše oziroma da bo še boljše. Tako da hvala za to izkušnjo. S čim si prepričala žirijo? Pravijo, da z nastopom, da z idejo in z tem, da sem predstavila dejansko to, kar sem začutila, da starši rabimo prostor na enem mestu, kjer lahko najdemo vse za naše otroke. Tabore, počitniška varstva, rojstnodnevne zabave, ideje kam z otrokom in pa dogaja se in pa tečaje in druge aktivnosti. Tako da od zdaj naprej vse na enem mestu. Je to nekaj, kar se da že pogledati, videti? Absolutno. Odprti smo že več kot 1 mesec, imamo že preko 80 ponudnikov in pa kar več kot 200 ponudb. Tako da od tega je samo 120 taborov in počitniških varstev. Super. Kako se pa imenuje? Otroškoveselje.si. Vabljeni vse na enem mestu. Odlično. Čestitke za prvo mesto. Hvala lepa. V bistvu meni je brat poslal mail. Jaz niti nisem vedel, kva je to, ampak je rekel, Žan, to bi bilo fajn, da bi šel. In potem čisto za foro sem se prijavil, ampak v prve me ni bilo, zato ker sem čisto pozabil na to, ker nisem dobil opomnika v mail. In v glavnem ta druge sem prišel in sem že takoj videl, tako da lahko pičaš neko svojo idejo, pa neki. Sem poskeniral QR kodo, se prijavil in zdaj sem v bistvu kleno. Ali je bil med moduli mogoče kakšen moment, ki te še posebej spodbudil ali pa ti vlil mogoče poguma za razvoj ideje? Ja, kalih tisti tork, se pravi ta prvi, ali četrtek, ki sem jaz prišel, je gospod razlagal kakor v 3 nivojih podjetništva. Se pravi, prvo je ta, kakor perfekten produkt. In jaz kot programer, sem videl, da sem se ful v tem ujel, namesto da bi šel v naslednjo fazo, v prodajo. In se potem tretja faza pa ta menedžiranje ljudi, ampak jaz sem sebe ujel s tem idejo, ki sem jo tukaj pičil, da zdaj bom dal primer za ta stol. Jaz sem že imel stol, na katerem mi lahko sedimo gor, pa je dokaj udoben, ampak jaz sem hotel pa še vzorce, pa moram imeti še kle nacionalo za desno roko. Jaz sem hotel neko perfekcijo, namesto da bi sam ta produkt, tak kakor je, bi ga sam nekako zapakiral, a pa neko predstavitev naredil, pa že probal prodati. In v bistvu to mi je ful odprlo glavo, zato ker jaz sem imel še v glavi tako, da jaz moram še 2 tedna, moram to še programirati, pa moram stisniti, pa vse skensa, da bi to naredil, namesto da bi v bistvu sam tukaj enkrat predstavil in je to. In potem ta delavnica, mislim, da je bil doktor Rok Štritar in on mi je v bistvu ful odprl glavo, zato ker je omenil ta, ko bi rekel, past, v katero sem se jaz imel tukaj omenil na predavanju, pa sem se jaz po eni strani mislil, hvala Bogu, da sem na to delavnico prišel tako, ker sem že pozabil, da to sploh je, da sem tukaj prišel, da sem to slišal, ker pa me je to zašiftal za tiste naslednje 2 tedna, da se jaz sploh nisem ukvarjal s to perfekcijo, se pravi tem vzorci stola, pa ta, recimo, to, da desna roka počiva, ampak to, kar jaz imam, da sem nekako zapakiral, pa nek PowerPoint naredil v bistvu za to prezentacijo, pa ga že probal prodati. Ker v bistvu vse to je važno, da stranka dobi to, pa da lahko oni že probajo na svojih, da oni sami to probajo, In v bistvu to mi je dal ful velik za razmisliti, ampak to je bilo že v ta prvi. Vsaki predavatelj ima nekaj svojega. S čim pa misliš, da si prepričal žirijo, da si osvojil drugo mesto? Zdaj, to sem malo tako slišal. Zdaj, jaz, ko sem že videl to QR kodo, sem se prijavil, ampak deloma zadnji v sebi sem že nekako vedel, imam verjetno to zmago. In pa sem imela tudi, mislim, da naslednji dan ali čez roku parih dneh sva tudi imela z Melanie 1-na-1 coaching. In po tem coachingu sem še samozavestno rekel, imam to zmago. V štartu Domžale sem se odločil zaradi uporabe AI orodij pri pomoči poslovanja v podjetju. In pa upam, da sem jih prepričal za dobro poslovno idejo, razvojem kolesarskega števca. To je to. Čestitke. Ja, hvala.